Kakšno je zgodovinsko ozadje koncila? Torej, zgodovinsko ozadje je predvsem v sporu med antiohijsko in aleksandrijsko šolo in njunima teologijama, se pravi in okrog izraza Theotokos glede Marije, se pravi ali je Marija, ali je primerno, da jo imenujemo Božja mati ali ne. Antiohijska šola je trdila, da to ni primerno, da ta izraz iz Marije dela boginjo, medtem ko pa je aleksandrijska šola vztrajala pri popolni združenosti Kristusa, se pravi kot Boga in človeka, in se jim je zato ta izraz zdel ne samo primeren, ampak tudi nujen. Torej, glede glavnih akterjev, glavni akteri so seveda Nestorij in Ciril Aleksandrijski. Nestorij je postal carigrajski patriarh, vendar pa to gibanje, ki se tudi danes nekako imenuje nestorijanstvo, najverjetneje ni začelo z njim, ampak je že eden njegovih učiteljev, Diodor iz Antiohije, rekel na to temo, da o besedi, se pravi o sinu, o Božjem sinu, ne smemo nikoli reči, da je Marijin sin. In tako se pravi, tu so bili tudi politični in kulturni dejavniki, kar je na koncu privedlo do sklicanja koncila. Kako je potekal koncil? Koncil je bil sklican 22. junija leta 431, sklicala pa sta ga cesarja Teodozij II. In Valentinijan III. Predsedoval mu je Ciril, kar bi danes mogoče lahko označili kot konflikt interesov, glede na to, da je bil Nestorij glavni obtoženec v tem procesu, in potekal je relativno gladko, se pravi, prišlo je do sprejema izraza Theotokos in do odstavitve Nestorija z mesta carigrajskega patriarha, to pa zato, ker tja niso bili povabljeni antiohijski in sirijski škofje, ki so bili seveda naklonjeni Nestoriju. Mesec dni kasneje, mislim, da so okrog mesec dni kasneje prišli tudi oni in so se pravi, patriarh Janez iz Antiohije sklical svoj koncil in tako sta istočasno potekala dva vzporedna koncila. Na prvem, se pravi na tem, ki ga mi obravnavamo, je bil odstavljen Nestorij, na drugem pa so odstavili Cirila. In oba koncila sta pritiskala tudi na cesarja, da bi potrdil sklepe njihovega koncila. Teodozij je sicer na začetku želel uveljaviti sklepe obeh koncilov, vendar ga je na koncu Ciril s svojimi privrženci prepričal, da potrdi samo to, kar danes poznamo, ekumenski koncil v Efezu. In posledično je bil Nestorij izgnan. Bil je tudi na nek način je bil tudi žrtvovan, ker je malo po koncu koncila antiohijski škof Cirilu v Jeruzalem poslal od poslance s predlogom kompromisne veroizpovedi, ki je izražala sicer vero v dve Kristusovi naravi, česar Ciril ni sprejemal in se bo kasneje reševalo na Kalcedonskem koncilu, 20 let kasneje, je pa sprejemala izraz Theotokos. Tako je v bistvu Nestorij bil nekako žrtev ponovnega združenja antiohijske in aleksandrijske cerkve in njegove knjige so zažgali, je pa njegov vpliv ostal še pri majhnih skupnostih, ki jih danes lahko najdemo v Siriji, tako imenovana Cerkev vzhoda, in tudi v Indiji. Kakšne so posledice koncila za cerkev in teologijo? Če gledamo na teološke posledice, lahko izluščimo predvsem tri pomene, in sicer kristološko-soteriološkega, mariološkega in ekleziološkega ali cerkvenega. Pri kristološkem pomenu je seveda jasno to, kot je kasnejša teologija razvila, da je moral biti Kristus popolnoma Bog, popolnoma človek, da je bil lahko naš odrešenik. Se pravi, samo Bog, ki je sprejel človeško naravo in sprejel nase materijo, je lahko tudi umrl kot ustvarjeno bitje in s svojim ustajenjem naredil vse novo in večno. Se pravi, drugi pomen, torej mariološki, je pa, kot je
pravilno zelo, zelo povezan s kristološkim, ker Marija ne išče slave zase, ampak vedno usmerja k Kristusu. To pa je preprosto v tem, da izraz Theotokos, Bogorodica ali bolj preprosto Božja mati, je absolutno nujen za pravilno razumevanje Kristusa, ker je Kristus bil Bog že od samega začetka, od oploditve naprej v njenem telesu. In torej zanikati ta izraz bi torej pomenilo, če se naveže na prejšnji, na kristološki pomen, zanikati samo možnost odrešenja. Zadnji in ekleziološki pomen pa je mogoče pomemben predvsem za nas danes, da razbije mogoče neke naivne predstave, ki jo imamo v preteklosti. Mi se seveda zavedamo, da je cerkev grešna, kako je tudi sveta, zavedamo se, da je cerkev tudi v tistem času bila grešna, na koncile njihove poteke pa včasih gledamo malo romantično. In gre za to, da se zavedamo, da Nestori ni bil nek zločinec, ki je želel razbiti cerkev, prav tako Ciril ni bil nek zmagovalec brez vsakega madeža. Gre za to, da moramo pojmovati cerkev tako, kot je, in razumeti, na kakšen način jo Sveti Duh vodi. Se pravi, Sveti Duh ne narekuje cerkvenim očetom, koncilskim očetom, o čem ne pišejo, kaj ne govorijo, ampak govori v tišini, v šepetu, v previdnosti in uporablja tudi naše zgodovinske pogojenosti in tudi našo grešnost, da cerkev vodi vso resnico navkljub vsemu.